imamo lahko debato o psihedelikih. Okay. Ker tukaj mi je zelo fascinantno, da vemo sicer kemijsko, Ja. da kemija vpliva na to. Ja. Da spreminja kaj zavest. Da spreminja tvoje dojemanje, zaznavo. Tako. Ja. Tako. Okay. Ampak, a veš, v sferi znanosti ena, za prvo osebo, Ja. je to popolnoma nekaj drugega. Ja. In je irelevantno, kaj znanost 3 reče, da je to kemijski proces. Okay. Dokler držijo on to za sebe, pa recimo ne začne mi prodajati izdelke ali pa delati nekaj, kar bi lahko potencialno recimo neko osebo Ja. ne povzročilo neko težavo. A veš, če ti zadržiš za sebe, meni je osebno vseeno, kaj ti verjameš. Ja. Ne, Ampak kaj zakaj si proti psihedelikom, ki so znanstveno Okej. kažejo se, Okay. samo sekundo, Aha. znanstveno se kažejo, da imajo te materialne, fizične rezultate, Ja. ki jih ti ceniš. Se strinjam. Ja. Se strinjam. Zakaj si proti temu? Ker, a veš, jaz globoko verjamem, da boš ti znanstveno na napačni strani zgodovine. Komentarji bojo gor, psihedeliki se bojo potrdili, down the line, ne vem, a bo Okej. to 20-30 let, in to bo zahodna medicina, ne bo vedela popolnoma, kako deluje, ampak to nima veze, deluje. Ok, hvala. Ampak lej, Ker tukaj je bilo dost v komentarjih, sploh, vem. ker sem imel recimo z Markotom, ja, Vivetom, vem, poznam. mislim, da si 40 komentarjev napisal. Ne? Ja, vem. Ja, ampak jaz ti povem, zakaj. Ne? Jaz ti povem, kaj je problem bil. Problem je bil v tem, da jaz vem za študije, ki so bile in vem, da je zdaj vedno več teh raziskav, ki bi lahko imeli nek vpliv. Zakaj sem jaz proti psihodeliki? Prvič, mi psihodelike kot taka v institucijah, v državi na splošno, v znanstvenih raziskovanjih, ni nekaj, kar se dnevno raziskuje in ne vemo o tem. In še nimamo ustaljenega načina, kako bi čisto direktno, da bi bilo čisto direktno, kako se zdravi s tem. Ne mislim, da Marko tudi o tem govori, da se to počasi razvija, da je vedno bolj kaže, ampak da še ni. Sam ti nisi proti raziskavam. Seveda nisem. Okay. Ampak kar sem pa proti je, proti črnemu trgu, proti uporabe kakršnikoli drog. In tu je mogoče zdaj v tem kontekstu moja napaka bila, ker jaz sem mnenja, da kakršnekoli droge, ki spreminjajo zavest? V tem smislu spreminjajo zavest. Čakaj malo, to so zdaj spreminjanje zavesti na kakšen način? Obstaja razlikovanje med drogami. Ne? Torej, droge v smislu, vse te droge, ki recimo MDMA, norgobice, karkoli druga. Ne? Zakaj? Zato, ker potem se najde nek posameznik, mladi posameznik, ki išče svet, raziskuje, išče svojo identiteto, ne ve, v kaj se napredeli, mogoče ima kakšne travme iz svojega družinskega okolja, ne ve, kako naredi stvari, najde zatočišče v tem, najde zatočišče. Kakšno zatočišče? Ne vem, zatočišče v smislu varnosti, v smislu nekega eksperimentiranja, razumevanja svoje globine, svojega jaza na način, recimo, da konzumira recimo droge, ki mu lahko škodujejo. In iz tega vidika sem recimo jaz, ker mi je mar, smatram, da mi je mar do posameznikov, ne želim, da se na ta način potencialno lahko poškodujejo. Ampak kakšno zatočišče hormonsko se najde v gobah? Ne v gobah, na splošno. Recimo, zakaj Dal sem primer, psihedeliko. Ja, recimo psihedeliko, ampak jaz jih dam v isti kontekst. Vse, kar hočeš, recimo, zakaj imaš potrebo vzeti nek psihodelik? Recimo, ne? Zakaj imaš potrebo? Recimo, zakaj bi ti hotel eksperiment? Ok, rečeš, da si znanstvenik, pa hočeš eksperiment in vzameš enkrat eksperiment. Razumem. Ampak zdaj, da ti zlorabljaš, pa uporabljaš, pa ti ne veš, recimo, ali imaš možnost, da imaš predpozicijo za kakršnokoli drugo, ne vem, neko bolezensko stanje, ki se lahko razvije, tega ne veš in to je nek riziko. Zato pa pravim, bistveno je, da znanost to spozna, pa potem, ali bo dala zdravila na podlagi tega in zdravila posameznike, recimo, za to, pa to je v redu, ne? A veš. Potem jaz ne nič proti. Ampak kakšna zloraba, tukaj mi ni jasno. Ja, zloraba je pač, zdaj govorim v splošnem posamezniki, najstniki ali pa tudi starejši, ki pač živijo svoje normalno življenje in recimo uporabljajo različne, ne vem, ali droge za to, da recimo pridejo čez dan ali pa da se nekako skrijejo pred zunanjimi težavami. To so moje začetne predpostavke. Da ne bo folk mislil, da zagovarjam, ti vem, da razumeš, da jaz ne zagovarjam kokaina, heroina in podobno metamfetamina. To se strinjam. Okay, se strinjam, ja. Greva ostati samo na psihedelikih, pa dejva jih ločiti iz kategorije vse droge. Dej mi tukaj povej, če razumeš, da zloraba praktično ni možna.
greva definirati, kaj je zloraba. Se pravi, lahko rečeva, da je odvisniško ravnanje izhaja iz tega, ali pa da je škodljivo za telo. Pa neodgovorno ravnanje, veš, z nekim, zdaj ti mi lahko rečeš, v redu, Đorđe, res je, da je neodgovorno, zato pa je tukaj izobraževanje, ki polako izobražiš posameznika, kako naj se dozira. To je moje naslednje vprašanje. A sem jaz na tej oddaji kadarkoli promoviral? Ne. Okay. Ne. Kaj pa je težava? Ampak meni je vsem pomembno, da jaz rečem jasno in glasno vsem iz mojega osebnega vidika, osebnega mnenja in moje občutka odgovornosti, ga jaz čutim, da je najbolje, da doben se ne vzema kakršnokoli substance, ki ima lahko spremenja zavest. Ja, sem kava spremenja zavest. Ne, v smislu, ampak v smislu kakršnokoli substance, kar govorim specifično na droge. Torej vse, ne samo psihodelike. Ampak droge je imaginarna kategorija, ki je izumljena. Ne, zdaj realno gledamo, čisto realno gledamo droge, kot so kokain, amfetamini, spid, to, kar je zdaj ljudje radi uporabljajo danes, za svoje uživanje, kakorkoli rečeš. Torej jaz nisem imel oddaje o kokainu, ti vem, da nisi imel. Vem, da nisi imel. Ampak kje so pol tiste, greva sam pinpoint res, kje so tiste razlike med nama, ali pa kaj jaz pa recimo Marko nisva povedala v redu? Ne, meni se sam zdel, kaj se meni zdel, da ni bilo povedano v redu, je bilo način, kak je Marko interpretiral neke procese, ki se dogajajo v psihiki, a je on je kaj, ni psihoterapeut, ne? Je. Torej je psihoterapeut, ok. Torej on je psihoterapeut, in on je iz nekih svojega razumevanja, znanja psihoterapevtskega, recimo interpretiral... Druga struja je, ni ta zahodna, to si mi... Ja, in interpretiral, recimo, kako lahko to ti pravilno jemljanje, doziranje, vpliva na posameznika, da on razrešuje neke notranje konflikte. In kar je meni bilo, mene motil, da je on tukaj dal veliko nekih prepostavk, za katere sem jaz, upam, naredil neko učeno ugibanje, da niso popolnoma res, na podlagi nekih stvari, katere jaz mislim, da vem, in zato sem jaz imel kritiko na njegov način razlage, interpretacije tega. Ne? In jaz recimo osebno, lahko nek drugače razumel, sem razumel, da mi on lahko nudi pomoč, če imam jaz neke psihološke težave, kakšne težave, če grem na njegovo terapijo in uporabljam psihoterapiju, da razrešim svoje. Recimo, tak sem jaz dojel. Ne, on je prav rekel izrecno, da ne dela. Sicer za prijatelje dela, ampak on ne dela terapije. Dobar, ampak to je vague, to je tak mal. Meni je to bilo tak mal, ne? Prosto. Ampak zato... se ti zdi fair, da tudi ti na svoji strani, da si fair, pa ne napadaš stvari, ki niso bile izrečene. On ni promoviral svojih terapij. Ne, dober. Ni promoviral, ni rekel egzaktno, jaz vam lahko nudim jaz to, ne? To se popolnoma strinjam. Ampak hočem reči, zdi se mi pa, da je moja kritika upravičena, da sem jaz podal stvari in te interpretiral tako, sem dojel, da sem in slušal s tem namenom. Zato, in kaj je bilo pomanjkljivo? Recimo pomanjkljivo je bilo kakih bolj biomolekularne zaključke razumevanja tega. Recimo, to mi je manjkalo. Lahko tudi to, ne? Samo on ni strokovnjak za te zadeve. Zato pa ti nisi strokovnjak za psihodelike. Jaz nisem, jaz nisem strokovnjak za psihodelike, se strinjam. Ne, da nisi strokovnjak. Niti ne vem, kdo bi bil. Ne, recimo Marko, ne iz tega znanstvenega, molekularnega, kemijskega vidika, ampak z vidika mogoče te terapije. Ja, izkušenja, seveda, ampak če imaš izkušenje, še ne pomeni, da mogoče malo več ima znanja. Ja, nekaj pomeni. Zdaj pa greva tako, ne. Ti recimo nimaš izkušenj takih, recimo, saj kot Marko, ne, ali pa mogoče sploh ne. A se ti ne zdi zelo veliko tveganje za napako, ko imaš močno prepričanje, glede stvari, v kateri ne veš nič? Ja, jaz se zavedam tega, da je to možno, ampak jaz kljub temu se mi zdi... Zakaj pa pol taka samozavest glede recimo te tematike? Zato, ker v načinu, kako sem jaz interpretiral njegovo razmišljanje, zato kar je vse povedal, sem tukaj videl pomanjkljivosti in zaradi tega je temu primerno moja zavest bila bolj ustrezna, da sem jaz sklepal, da pač to, kar on govori, je mal, ne?